Jaz hočem vse. To so bili Queenie oziroma Freddie Mercury, ampak poznam še eno, ko hoče vse. Carmen, dobro jutro. Dobro jutro. Carmen, kak si? Kaj ti narečem? Malo me zdravje spet nagaja, ne? Tako da upam, da ne zbolim. Bog ne daj, ko mi se je lepo vreme začelo, ti bi hotela biti bolana, veš, že ni šans. Ne, se ne bom pustila, se veš, trmasta, močna, tako da se borim do konca. Ja, Carmen Osovnikar je z nami, ki je prišla direktno iz kmetije, oziroma dala sem ti malo časa, da si odpočila. Se sem ga rabila, veš, tako da dobro, da si mi pustila čas, ker ne vem, če bi lahko takoj prišla. Glih sem te hotela vprašati, jaz ti bom kar rekla kraljica reality showov, ker od sanskega moškega, vražjih babnic oziroma gospodin, oziroma kaj ste že bile? The Real Housewives of Slovenija. Tako, pa zdaj kmetija. In če primerjava vse tri šove, kako bi jih opisala? Sanski moški najprej? Gre skozi. Okay. Vražje babnice? Super. Kmetija? Poraz. Katastrofa, kaj ne rečem, mislim, res je, ta šov je bil res stresno, naporno, mislim, dokler tega ne probaš, ne bi si nikoli mislila, da je lahko en šov tak stresen, tak naporen, da sem res rabila, ko sem prišla ven čas, da je spet tista stara Carmen prišla na plano, tako da, ja. Kaj je bilo tisto najbolj moteče v kmetiji? Pa najbolj moteče je bila kot vidimo, te taktike, to je, mislim, res, folk je res za zmago, za teh 50,000 evrov pripravljen narediti marsikaj, kot smo videli, kot vidimo, in meni je to res nerealno, ker jaz kaj takega si v življenju nisem mogla predstavljati, da je lahko nekdo zmožen kaj takega narediti za 50,000 evrov, ampak ja, očitno, pač vse to je tisto različni karakteri, nismo si vsi isti in nikoli ne sodi po sebi, ne, ker pač to potem vidiš, ampak nisem si pa mislila, no, da so ljudje res pripravljeni iti tako daleč, kot grejo tukaj, no. Ja, je kar precej taktiziranja. Ja. Ampak mi je bilo pa zelo veselje videti, no, da ste prišli v bistvu Tila, Toja in pa Mikić noter, ker sem bila tako, no, zdaj bo šov dobil svoj pomen, ne? Ja, jaz mislim, da to bi res šok, sploh jaz, ne? Ker vem, da še 2 leti, leto dni nazaj, ker 2 leti se je že govorilo, da Carmen pride na kmetijo, ampak nikoli nisem bila na dobenjem pogovor ali pa, da bi dobila vabilo za to. Tudi sem rekla, jaz nikoli ne bi šla v to, ne? Nikoli ne reci, nikoli ne. Ampak ja, potem pa pač sem dobila res dobro ponudbo, bom rekla, ne, pač, kaj ne rečem, naj se zlažem, pač samo zaradi tega sem potem rekla in pa pač sem rekla, ok, daj Carmen, probaj tudi to, ne, ker sem pač ženska človek, ki pač rada proba različne stvari, jaz pravim, da pač v življenju je treba probati skoraj vse, no, ker življenje tako hitro gre, tako je kratko in da potem ti je vedno lahko žal, če nekaj nisi probal, ne, tako da je neka izkušnja bila to v mojem življenju, ki mi je, bom rekla, ni žal, ker sem se spet nekaj naučila, spet sem nekaj novega odnesla od tega in še bolj močna sem postala. Ja, zdaj lahko rečem, da kar precej je bilo špekulacij, pa drame predvsem od nekih omenjenih tožb, pa do ženskega rivalstva, lahko rečem, pa predvsem Žiga je imel tiste svoje tanta, manta, pa ni da ni. Ja, mislim, Žiga je pač poseben človek, niti, mislim, marsikaj niste videli, kaj se je dogajalo tudi za kamerami. No, sej lahko tudi poveš, kaj se je dogajalo. In jaz pač Žiga nisem razumela, ker pač Žiga tudi dobil 2 opozorila od produkcije, ne. Po mojem bi mogel biti Žiga tako diskvalificiran, ker po pogodbi, tudi sem jo delila javno na Instagramu, ker pač jaz si tega ne bom dovolila, sem rekla. In tudi lepo v pogodbi piše, psihičnega, fizičnega, verbalnega nasilja nad tekmovalci ni dovoljeno, ne. On pa je izvajal psihično nasilje nad nami, ne. Nad mano, nad Urško, nad Markom, nad Dinotom, ampak to je bilo vedno mislim, ko kamere niso bile tam, ne. Tako da je on imel to pošlihtano v glavi, ne, kako to on more delati danes. Se pravi, njegova taktika je bilo v bistvu vas psihično uničiti. Psihično uničiti, ampak kot piše v pogodbi, tako da mi smo šli do produkcije, z Urško smo šli do produkcije, smo hodili tudi zapustiti tekmovanje, ker pred sam ne moreš iti ven, ker potem si kaznovan. In potem je takrat Žiga dobil opozorilo, prvo in potem še enkrat drugo, ne, potem se je vidi, da se je umiral, ne, ampak meni to pač nerealno, zakaj moraš ti izvati neko psihično nasilje nad nekom, pač jaz tega nisem navajena, ker to pač meni ne dogaja in pač potem tam not pa si ne moreš odstraniti od takega človeka, ne. Tako da ja, pač
to je to, spoznala sem ga, ne rabim ga več videti v življenju, pač ne želim Se pravi, si ga. se ne družite izven kmetije ne. na splošno z tekmovalci? Ja, s Pijo se druživa, z Urško se druživa, Ok. s Dinotom se slišiva, Mark mi Super. tu pa tam kaj napiše. Zadnji sem to celo videla, da on je rekel, da jaz njega hvalim po okoli, da kao, ne. A mogoče zato tudi danes ni prišel, ne, ker Ja, lej, mogoče se je malo vstrašil. pustva se Ampak je on presenetiti. tisti, ki meni vedno nekaj napiše, pa kak si Karmen, pa vse kaj ti čas, da se postaviš za sebe na Instagramu, pa take stvari, ampak to so pač, jaz pravim, on je mlad fant, verjetno se še išče, malo zgubljen. Tako da je to Na je to. šilček. Na šilček, ja. Karmen, lej, narediva hitro pauzico, potem pa še kakšno rečeva na to temo. Velja? Velja. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy. Štala tedna je tukaj in z mano je že Karmen Osovnikar. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro, še enkrat. Karmen, kmetija je za tabo. Na srečo. Karmen je rekel, da je to eden izmed najhujših šovov. Jaz dobesedno najhujših, mislim, da hujše ne more biti, ko je kmetija, glej. Ampak kmetija v smislu kidanja gnoja, opravljanje del ali Ne, ljudi. ljudi? Ja, ampak jaz pravim, kot tudi zdaj, kot vidim v eni feedbacku, pride ljudi do mene, da so rekli, da pač, ja, vemo, da je to igra, da so tu taktike, da je taktiziranje, ampak da tako hudo, ko pa je letos. Da to Ja, pa letos je. Da ljudje mi že prav rečejo, da je že prav neznosno gledati, da že prav ono težko gledajo, ne, tak je, mislim, ker kot vidimo, ljudje so res, in to ne, mislim, že skoraj vsi, ne, tako najbolj me je presenetil Franci, ne. Ker Francija od tega ne bi pričakovala, če bi to vedela, on ne bi dobil zlati oreh od mene na začetku, ne, ker koliko je Franci pripravljen taktizirati, koliko je postal nesramen, koliko laže, koliko take vulgarne besede uporablja, ne, za gospoda v 63 letih, s tem, da je že tretjič na kmetiji, pa s tem, da smo se midva tudi izven kamer pogovarjala. Jaz sem jim povedala, da nisem prišla zmagati, da sem prišla sem, da podpiram ženske, in tudi on je rekel, da hoče, da letos zmaga ženska in da bomo skupaj jih podpirala. In potem, ko sem slišala njegove besede, kako se obnaša proti meni, ko je vedel, zakaj sem jaz tukaj, ne, da, ampak to je, ne vem, se pravim, da so potem, da res lahko vsi tako padejo pod vpliv, ne, pa naprimer Gregor, tudi Gregor me je ful presenetil, ne, tudi smo videli, ko sem jaz šla ven, tam je tudi bilo všeč izjava Urške, ko sem povedala tisto po tablici, ko so me poslušali, pač valjda vsak pove svoje mnenje, ki to piše, ne, čisto vsak ga bo povedal, ne, in jaz mislim, da sem bila dokaj normalno sem povedala, ne, lahko bi še hujše povedala, ne, ampak sem se nazaj držala. In potem sem videla izjavo na koncu od Gregora, kako ona je pozabila tablete vzeti. Mislim, to so take stvari, ki pač si jih zapomniš, in to se mi zdi od enega človeka, ki kao sem ga imela ful za normalnega, poštenega fanta, ne, da potem na koncu take izjave slišiš od njega, ne, te res presenetijo, ampak ja, očitno. Vemo, da maske začnejo padati po 3 tednih, ne? In točno tu se je tako začelo dogajati, zdaj pa še bolj so padle, in točno to, kar sem jaz govorila, se mi zdi, da se zdaj kaže pri vseh, da so takvi, kot sem rekla. No. Zdaj pa povej mi, kako je bilo zdržati tudi brez telefona v šovu, glede na to, da nekako živiš od telefona tudi, ne? Pa veš, kaj moram ti povedati, da je telefon stvar, ki jo najmanj pogrešaš. Okay. To se meni tudi že v Sanskem, ne, sem si mislila, kako bom jaz preživela brez telefona, ne, to mi je bilo ono, nisem si znala niti predstavljati, ker vemo, pač telefon, mi smo koliko procentov na telefonu res preveč. Sploh jaz, ko še delam take stvari in sem res na telefonu ogromno. In ti moram povedati, da v takih situacijah, kot so reality šovi, je telefon najmanjša stvar, ki jo pogrešaš, zato ker je pač toliko dogajanja, toliko stresa, toliko vsega, da niti nimaš časa pomisliti na telefon. Tako žensko vprašanje bi imela za tebe kmetija, pa ko nisi v hiši, ne? Ne vem, ker nisem bila v hlebu. No, ampak vseeno verjetno ste se pogovarjali. Kak je iti, ne vem, kakat na štrbunk? Ne vem. Kaj si predstavljaš? Ne, niti nočem vedeti, ker to si jaz niti nisem znala predstavljati, ker pač meni je bil hleb res ono. Ne vem, nisem si sploh mogla predstavljati, kako bi jaz preživela v hlebu, ne. In to je bilo res, jaz sem ful vesela, da sem edina tekmovalka, ki ni pristala v hlebu. In potem pa še ta štrbun, ker jaz sem pač imela ful probleme že v hiši, jaz 2 tedna nisem šla na WC.
Tako da tudi ni bilo prikazano. Jaz sem tudi enkrat me peljali v bolnico, ker sem padla skupaj in sem dobila tudi aritmijo. Ja. In takrat smo še potem tudi, ko smo šla zaradi tega na pregled, smo še kar potem rekli, da še imam jaz zaprtje, če bi lahko še v tej smeri pomagajo. Da zdaj si pa zamisli, da bi jaz bila v hlevu, ne, po mojem, ne vem, sploh, vse ti pravi, ne znam si predstavljati, kako bi jaz lahko šla na ta štrbunk, no. Nočem vedeti, kako so ti pomagali, so ti? Ja, dobila sem pač svečke in te stvari za doma. O, Boga. Ja, ampak ful, mislim, jaz sem pač doma, že doma imam dva WC-ja. Jaz sem en WC za sebe in en WC za goste. In jaz sem glede tega res ful striktna in glede čistoče in glede higiene. In zdaj pa veš, tam pa nas je več, ne, in niso Že vsi v takšni. osnovi. Ja, veš, eni so pač packe, ne, to veš, to ko pustijo, vržejo vse zamazano, lasje, dlake, to je bilo vse posod. In veš, ko tega ti nisi navajen, je to težko, ne, tako da rabiš. Jaz sem kar rabila en čas, ampak še vedno se nisem navadila, ampak sem se probala privaditi, da sem lahko pač nekako funkcionirala na kmetiji s tem, no. No, ampak Karmen, zdaj, če potegneva črto pod reality šovom, koga si želiš za zmagovalca? Oziroma, po tvojem moram reči zmagovalko. Pijo. Ne? Pijo? Ja, če bi jaz več pija, bi si res zaslužila zmago, ker vsaka je čas, koliko mora ona tudi not pretrpeti, ne. Ampak ona je res taki poseben tuj močen karakter, ker pač vemo, marsikaj že dala v življenju skozi in je res, se jo zlomi, pa se zlomi, ampak ona se ful hitro zna pobrati, ne. In to je pri njej tisti plus. Tako da jaz, če bi mogla zbirati, bi Piji najbolj privošla zmago. V redu. Imaš podatek, koliko si zaslužila v kmetiji? Dosti. Se pravi, ko bom velika, bom Karmen Osovnikar, ki bo šla na kmetijo kot diva in ven odnesla culico denarja. Točno tako. Ja, Karmen, najlepša hvala, ker si prišla, bilo je kratko in sladko. Hvala tebi za povabilo. Absolutno, pa te bomo še gledali v kakšnem šovu. Zdaj Big Brother nekaj čujem, da se vrača. Se veš, kaj pravijo, nikoli ne. Karmen je vedno polna presenečenj. Ja, torej, mogoče pa bo med nami naslednjič tudi Big Sister. Karmen, hvala ti in seveda prijeten torek ti želim še naprej. Tudi tebi, hvala.